Prehajamo na 6. točko, predlog programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2022, obdobje 2022-2025. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 22, predlagatelj župan, poročevalci pa Tadej Kovačič, Luka Svetec, Jakob Likozar. Tako da besedo dajem gospodu Tadeju Kovačiču. Pozdravljeni, hvala za besedo. Pred nami torej predlog programa oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2020, obdobje leto 2022, obdobje 2022 do 2025. V skladu z določili odloka o oskrbi s pitno vodo v občini Kamnik, odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in koncesijske pogodbe za opravljanje obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju občine Kamnik, je koncesionar zavezan, da koncendent vsako leto predloži program oskrbe s pitno vodo. Program mora zajemati aktivnosti, ki bodo zagotavljale stalno in zadostno oskrbo z zdravo pitno vodo v vseh javnih vodovodnih sistemih, s katerimi gospodari občina Kamnik. Prav tako mora program opredeliti večja obnovitvena dela vodovodnih omrežij in naprav. V programu so opisani posamezni vodovodni sistemi, s katerimi koncesionar upravlja, predstavljen je seznam osnovnih sredstev, ki se uporabljajo za upravljanje te gospodarske javne službe, ter vodne bilance v letu 2020 oziroma 2021. Na podlagi predvidene uporabe vode so v programu predstavljene tudi višine prihodkov in odhodkov. Za redno vzdrževanje je tako predvidenih 994.500 evrov. V proračun občine Kamnik bo iz naslova omrežnin v letu 2020 predvidenih 540.000 evrov prihodkov, namenjenih za investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov. Predvidena obnovitvena dela, ki so opredeljena v programu, se bodo izvedla v okviru razpoložljivih namenskih sredstev omrežnine. Hvala za besedo. Odpiramo razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa še enkrat za besedo. 2-3 vprašanja. Dela so v mesecu januarju so potekala dela na zajetju Ivarje. Zanima me, ali je šlo za redna vzdrževalna dela, ali so bila to izredna dela. Kakšno je zdaj stanje vodostaja tam, kajti mislim, da se nam to zdaj zadnje 2-3 leta dogajalo, da je vsako leto večja kriza s to vodo. V preteklosti tega ni bilo. Kaj je posledica, da do tega prihaja? Občinska uprava ima namen to reševati z vrtinami. Zanima me, kako daleč smo zdaj s temi vrtinami, kdaj se bojo pričele graditi in kdaj bomo dobili prvo vodo iz teh vrtin. Bistveno pa, ali so bila to izredna ali redna vzdrževalna dela in za koliko časa bo zdaj to nekako zadoščalo. Drugo pa, jaz skoraj dnevno opažam cisterno komunalnega podjetja Kamnik, da vozi vodo na Veliko Lašno, se pravi zajetje Somrček. Koliko te vode je letno pripeljano tja gor in pa kakšen strošek nam predstavlja dostava te vode? Posledično vemo, da se že nekaj časa pogovarjamo o tem, da bi iz potoka potegnili vodo na Veliko Lašno. Kako daleč smo s tem projektom, kdaj lahko pričakujemo pričetek gradnje? Hvala, beseda ima Edi Strujevič. Hvala lepa, župan, za besedo in lep pozdrav kolegice, kolegi, predstavniki občinske uprave, medijev in vsi ostali, lepo pozdravljeni. Praktično bo šlo moje vprašanje in razmišljanje v podobni smeri kot Igorjeva. Morda bi lahko rekli, da se ponavljamo, vseeno očitno gre za perečo zadevo. Namreč v zadnjem obdobju je oskrba s pitno vodo bila večkrat motena. Mene konkretno zanima na tem mestu prvo vprašanje, ali je to pogojeno z predkoronskim časom, torej z množičnim turizmom na Veliki planini, ali opažamo upad oziroma boljše stanje
s pitno vodo, kadar so bili tako imenovani lockdowni, in pa kakšen je dolgoročni načrt reševanja te problematike. Namreč Kamničani se radi pohvalimo z dobro, kakovostno pitno vodo, ampak bojim se, da v zadnjem času to vse skupaj postaja na nekem mitu, in če ne bomo skrbeli za tovrstne zadeve, se nam slabo piše. Torej, kakšen je načrt dolgoročni reševanja z pitno vodo in pa problematike, ki je nedolgo nazaj tudi v mainstream medijih odmevala, torej območje Kamenške Bistrice, Velike Planine in koliko je to v neposredni povezavi z samimi zajetji. Po nekih informacijah, ki sem jih dobil sam, je namreč nekih 80%, torej krivec ravno tako imenovana Velika Planina, ne sama kot pisar, pač pa obiskovalci in pa prepustnost. Zdaj ena alternativa so verjetno čistilne naprave, kako, na kakšen način. Glede vrtin je tako že Igor omenil, tako da upam, da bomo dobili na to tudi odgovor. Lepa hvala. Hvala. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Voda je aktualna tema in vedno bolj bo. In ob prebiranju tega gradiva se mi je pogled ustavil v bistvu na dveh odlokih, kjer so našteti občinski dokumenti. In imamo odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode Ivarje iz leta 1986 in odlok o varstvu vodnih virov vodovodnih sistemov iz leta 1996. In tukaj me zanima, če občinska uprava glede na vse to, kar se nam dogaja in tudi v javnosti, od kopanja, negreznic, v bistvu se pravi kanalizacija direktno v Bistrico in tako naprej, če pripravlja kakšne posodobitve teh odlokov, predvsem pa ukrepov, ker večkrat smo že poudarjali v naši listi, da ni dovolj, da imamo stvari zapisane z ukrepi, ampak da moramo tudi ukrepati. Potem pa še ena današnja aktualna zadeva, ki me je eden od občanov seznanil, da se je pričela pripravljalna dela za obnovo mostu v Kamniški Bistrici, in me zanima, če je bila občinska uprava, ki je vprašana z vidika vodovarstvenega območja o posegih, seznanjena s posegi mostu. Tako da hvala za enkrat. Hvala. Besedo ima Karla Urh. Še enkrat pozdrav tudi z moje strani. Kot veste, se v bistvu nekako skozi sprašujem, kako bo s to našo pitno vodo, predvsem pitno vodo, ki jo nekje črpamo iz zajetja Ivarje. Pred nekaj dnevi sem zasledila na televiziji nekako en prispevek, da vode manjka. Ljudje so me tudi spraševali po telefonu, kaj bo s to našo vodo, a jo res manjka, skratka. Jaz sem jim povedala, da nisem pravi odgovor za to, da si prizadevam, da do tega ne bi prišlo, vendar sprašujem še enkrat, ker vedno sprašujem, kakšna je, bom rekla, prioriteta občine in pa seveda ustreznih služb, da nekako ohranimo čisto pitno vodo, glede na to, da se kanalizacija ni premaknila severno od Ivarja in seveda tudi se še ni nič ali pa premalo premaknilo na Veliki Planini. Skrbi me tudi posegi, ki so neposredno ob zajetju Ivarje. To so, bom rekla, kar težke mehanizacije, bom rekla, in pa tudi dnevna tresenja in potresi, kakorkoli že. A veste, stari ljudje so vedno rekli, če ti stresaš površino, voda uide. Izgine, enostavno izgine. In ne vem, a ste dovolj oziroma naročite koncesionarju, pa še komu drugemu, naj preuči situacijo. Ni samo krivda na premalo, bom rekla, padavinah, ampak je krivda tudi na človeški objestnosti
na človeškem hlastanju za financami, za denarjem. Skratka, denar pa ni v igri, če se pogovarjamo na prvem mestu o čisti pitni vodi. Prav gotovo ne, ker prioriteta bi morala biti zdrava, čista pitna voda za vse občane v Kamniku. Zato apel še enkrat na vse, da se maksimalno pristopi k temu takoj in ne čakamo in ne seštevamo številke in ugotavljamo, kaj, zakaj, kako. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se to začne, kajti tudi, kot sem že večkrat rekla, vrtine nas ne rešijo, če ne bomo pristopili drugače k tej problematiki. Ker konec koncev zavedati se moramo tudi to, da vrtina bo prinesla s seboj ogromno stroškov, mogoče bo voda, mogoče pa ne bo, veste, ne vemo. Tudi vi ne veste in jaz ne vem in nihče ne ve. Vem pa samo to, kar so rekli stari ljudje, še vedno pazi, ne tresi tega področja, kajti ta visoki kraški svet je rahel, se takoj zrahlja, sestava tega, kot sem rekla, in je lahko voda ubrala drugo pot in je enostavno ne bo, bo zginila. Toliko še enkrat z moje strani, da se k temu pristopi zares, ker vode pa res manjka, to pa verjetno veste, oziroma so zdaj že mediji tudi to povzeli. Toliko. Hvala, besedo ima Tadej Kovačič. Izvolite. Hvala za besedo. Bom poskušal čim boljše odgovoriti na vsa tale vprašanja. Se pravi, če začnem kar z vprašanjem gospoda Žavbija. Se pravi, v začetku, v januarju oziroma v februarju so potekala dela na zajetju Iverje. To so bila dela v strugi Kamniške Bistrice in je šlo za urgentno sanacijo struge oziroma urgenten poseg. In sicer se je odstranilo mulj v strugi oziroma se ga prestavilo v stran od brežine, skozi katero se napaja drenažno zajetje Iverje. Tudi se pravi, tako da to je bil razlog za to je bil pač nizek vodostaj v drenažnem zajetju. Razlog za ta nizek vodostaj pa je v bistvu tudi nizek vodostaj same Kamniške Bistrice, kot vemo, že je zelo malo padavin bilo v zadnjem času in v kombinaciji s to zamuljenostjo struge se je pač pokazalo, da je potrebno urgentno izvesti ta urgenten poseg. Po izvedbi tega posega se je tudi nivo vode normaliziral, tako da je zdaj zadošča za brezskrbno izvajanje oziroma oskrbo s pitno vodo. Kar se tiče samih vrtin, začela se dela oziroma je predvideno v ponedeljek 21. februarja sam začetek vrtenja prve oziroma raziskovalne vrtine. To bo nekako trajalo samo vrtanje nekje 3 tedne, potem pa še sam črpalni poizkus. Na podlagi teh raziskav se bodo pridobila potem še ostala dovoljenja in se bo nadaljevalo s tem projektom. Nekako računamo, da bomo lahko pač prvo vrtino uporabljali nekje do konca leta. Potem pa se pravi v zvezi z zajetjem Somarček oziroma z dovažanjem vode, se pravi, zajetje Somarček je izključeno iz oskrbe s pitno vodo, ker kvaliteta vode ne ustreza
predpisom, zato se vodo pač vozi, dovaža v Veliko Lašno. Zdaj točne količine in točnega stroška zdaj ne vem, no, lahko pač to pisno oziroma podam, ko pridobim točne podatke od koncesionarja. Glede projekta oziroma te povezave potok Velika Lašna oziroma Vranja Peč, je pa, se pravi, projekt je v postopku pridobivanja oziroma dokumentacije za gradbeno dovoljenje. S tem projektom bomo tudi kandidirali na razpis Ministrstva za okolje in prostor za sredstva iz Sklada za okrevanje, kjer upamo, da bomo dobili pač 50% sredstev povrnjenih. Glede vprašanja gospoda Rujeviča v zvezi z ogroženostjo vode oziroma oskrbe zaradi Velike Planine, tle bi zdaj jaz nekako odgovoril, da so, se pravi, v preteklosti bile predstavljene raziskave oziroma so se izvajale, da obstaja povezava med samo Veliko Planino oziroma in Kamniško Bistrico, te podzemne povezave. Bila je tudi narejena v lanskem letu oziroma v letu 2020 analiza rezultatov, vzorcev, ki so bili odvzeti iz dotokov Kamniške Bistrice gor vodno od zajetja Ivarje, kar je pokazala oziroma zaključki te raziskave oziroma analize, so pokazali sicer, da so ti pritoki bili oziroma kvaliteta vode pač normalna, glede na to, da je to naravno okolje, ni bilo vidnih, v tem primeru ni bilo vidnih kakšnih večjih onesnažil. Je pa pač tukaj upoštevano vseeno tudi, oziroma se nekako zavedamo, da obstaja ta povezava in da se je treba tega zavedati oziroma da se je treba tudi tega nekako sistematsko reševanja lotiti. Dolgoročni načrt za reševanje tega bi se tudi navezal oziroma je nekako zagotovitev količin vode, so te 3 vrtine, ki so izvajane oziroma v projektu, s tem se bo zagotovilo količino dodatne, ustrezne, kvalitetne vode v primerih, ko pač bo sama gladina oziroma vodostaj Kamniške Bistrice toliko nizek, da ne bo zagotavljal dovoljšnih količin. Za samo kvaliteto oziroma kakovost vode pa predvsem bi se tle tudi navezal na naslednje vprašanje o teh odlokih, pa apeliramo oziroma pozivamo Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno oziroma ki pripravlja uredbe o vodovarstvenih območjih, da bi čim prej pač tudi to območje občine Kamnik, za območje občine Kamnik pripravila uredbo in jo tudi vlada, da bi jo čim prej sprejela. Od leta 2004 namreč je ta področje vodovarstvenih območij iz občin prešlo na državo, in občina nekako nima več te odgovornosti oziroma pristojnosti, da to uredi. Kar se pa tiče še tega seznanjenosti v zvezi s obnovo mostu, zdaj jaz osebno o tem nisem bil seznanjen, ne vem pa glede pač cele oziroma ostalih
občinske uprave, no, tako da na to vprašanje tudi lahko bi naknadno odgovoril. Hvala. Hvala. Še kdo? Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa za besedo še enkrat. Mene pa zanima, imate zagotovila, da je dovolj vode? Ko bomo vrtino delali 1, 2, 3, 4. Še vedno pa nisem dobila nobenega odgovora v zvezi s čiščenjem, bom rekla, tega našega programa kanalizacije in vsega tega, ki, bom rekla, balasta, ki se steka v Kamniško Bistrico od zgoraj do navzdol. A veste, nedopustno je, da je zajetje pitne vode, zraven pa cesta, tovornjaki, mehanizacija, težka mehanizacija. Ne vem. Torej, jaz tega čisto dobro ne razumem, ker veliko takih in drugačnih lokacij sem obiskala tudi kje druge in tako mačehovsko, kot delamo mi, in če bomo čakali samo na okolje oziroma Ministrstvo za okolje, vam bodo povedali, da tam veliko ljudi odpre vrata, tako kot sem jih tudi jaz nekajkrat. Ampak žal, na koncu boste videli, da bomo občani Kamnika prepuščeni sami sebi. Ker država bo rekla, mi tle se ne moramo otikati, mi imamo to na toliko in toliko metrov, tega mi ne moramo sanirati. Skratka, se mi zdi, da je skrajni ukrep, da začnemo sami na tem področju nekaj graditi in zaščititi to področje, če hočemo, da bomo pili čisto pitno vodo. Hvala. Besedo ima Edi Strujevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Hvala tudi poročevalcu na odgovor, delno dobil, oziroma na vprašanje sem delno dobil odgovor. Imamo v tistem delu, ko pa vzročno sprašujem, a je bilo opaženo, da v času lockdownov, pa v času mirovanja, pa morda, da sem jaz preslišal, dopuščam, ampak mislim, da v tistem delu pa nisem dobil odgovora, če opažajo razliko med tem, ko turistično ni tako oblegano. Namreč zakaj želim opozoriti na to, da na Veliki planini vsekakor moramo iti v smeri butičnega turizma in ne množičnega. Glede na povezavo med Veliko planino in pa Kamenško Bistrico, ker je bilo že prej tudi evidentno potrjeno, se mi zdi, da moramo dati na to velik apel. Hvala. Hvala. Besedo še enkrat dajem Tadeju Kovačiču. Izvolite, Tadej. Ja, hvala. Zdaj, glede vprašanja, gospe Urh, bi rekel, da se pravi v zvezi z urejanjem te kanalizacije in teh podatkov jaz sicer pač nimam, ker direktno, ker ni to moje področje, čisto sama urejanje kanalizacije, zato bi pač odgovor pripravil pisno. Kar se tiče varovanja, kot sem povedal zdaj, samo varovanje, vodovarstveno varovanje oziroma varovanje zajeti z vodovarstvenimi območji je na državi. Mi pač zakonsko oziroma pač ne moremo pred tega več teh odlokov predpisati oziroma jih predlagati. Edino, kar lahko naredimo, je, da pač apeliramo na državo, da čim prej to uredi. Na vprašanje gospoda Rujoviča pa zdaj, se pravi, koncesionar redno spremlja v okviru notranjega nadzora, redno spremlja oziroma dela monitoring pitne vode tudi na zajetju Ivarje. Če je opazil kakšen trend, to pa moram pridobiti podatke od samega koncesionarja. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme program oskrbe s pitno vodo v občini Kamnik za leto 2022, obdobje 2022-2025. Glasujemo. Magister Urban Bergant. Za.
Darja Berlec, Za. Karmen Dergan, Za. Anton Iskra, Za. Alenka Jevšnik, Za. Jože Korošec, Za. dr. Jernej Markelj. Jernej Markelj, ni. Nives Matjan, Se oglašam za nazaj za. ok, Nives Matjan. Duško Papoš, Za. Božo Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Jan Potočnik, Za. Robert Prosen, Glasujem za. dr. Janez Rifel, Za. Idis Rujevič, Za. Matijas Sitar Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Za. Antona Smolnikar, Za. Franci Struk, Za. Marko Šarec, Za. Mojca Škraba, Za. Anka Čakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Grega Zorman, ni, Igor Žavbi, aha, za, ok, Igor Žavbi. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče, ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.